Zelo dobro vprašanje, Natašina. Kaj iščemo? Kaj človek išče? Človek mora delati. V njegovem delu so pa potrebne raziskave. Kdo je, s kim prihaja, kam gre. To je fundamentalno vprašanje človeka na zemlji. Delo je tisto, ki nas pripelje v delog. Kaj pa pomeni delog? V Sanskrtu in v Tibetu delog pomeni duhovno življenje, onostranstvo. Onostransko življenje in to stransko življenje se združita in vzpostavljata eno božansko igro človeka, ki s svojim delovanjem proizvaja dobro in proizvaja slabo. Moral bi proizvati dobro, da se vrne dobro. Če proizvaja slabo, se vrne slabo. Nobenemu drugemu kot samemu v sebi. To je fundamentalna misel, ki jo obvladujejo vse religije sveta, in vse religije sveta so potem prenešene tudi v vsakdanje življenje, v delovanje človeka. Človek mora delati dobro. No, na zemlji je bil Sai Baba, ki je hotel, ki bo združil vsa verovanja, zapravi vse človeštvo sveta, za popolno resnico človeka. In človek skozi delovanje ga dobro delo srečuje. Če to prenesemo na umetnost, ki je vrhunec ostanka človeka v vsej naši civilni zgodovini, od razvoja človeka do delovanja človeka, vedno je človek, tudi ko je živel v jamah, triglodit, je hrepnel po vzvišenem stanju duha. To, ko ni bil orodja, ko je bil orodje še kamenito, je hrepnel po lepem, po Božjem. In na ta način je razvijal sebe. V današnji civilizaciji, ko smo tehnološko zelo razviti, smo pa pozabili, kdo je človek, s kim prihaja, kam gre. To se pravi, delamo samo za civilizacijo, ki je brez vsebine. In se moramo spet povrniti v merilo človeka. Človek je merilo vsega stvarstva. Zdaj je veliko umetnosti v dizajnu, v oblikovanju, v mojstrovinah, je vedno to iskanje k popolnemu. Tudi v naših predmetih, ki jih ima tukaj galerija, ki jo vodijo dve hčerke in še naša gostosinja, jasno, je ona se morala razumeti, kaj ti predmeti pomenijo in kako predložiti pravzaprav ljudem, ki bi to sprejeli in bi jih to srečevalo. Te izdelki so zato, da pomagajo človeku, da se dvigne na višjo stopnjo. In vsak ima pravico in se mora dvigniti na višjo stopnjo. Drugače je potrebna korektura. Zdaj, seveda, vežbanje v likovnem smislu, v umetniškem smislu, v obrtniškem smislu, v filozofskem smislu, to je vedno en preporod razvoja, delovanja, spoznanja, vključevanja spoznanj v te predmete, dokler ne pride do popolnosti. Če stvari niso dobre, tudi se ne premaknejo, tudi z najlepše galerije. Če niso dobre, ostanejo. To vemo. Seveda, umetnik mora pa predvideti, kaj bi današnji človek sprejel, kaj lahko sprejme. Od teh predmetov, ki so pravzaprav koristni, ampak v smislu niso koristni po fizičnem smislu, po mehanskem, so pa zelo potrebni za duhovni vzpon. Vsak izbere poldragi kamen na ta način, da ga nek kamen privleče. In tisti kamen mu da impuls, če bo v tistem kamnu še obdelava neke druge ideje, recimo konja, ali pa srca, ali pa rajske ptice, dobi še dodatno vrednost in
počenja svoje poslanstvo kot umetnost. Če je prava, je neumrljiva, kot je duša neumrljiva. Če je pa slaba, ona gre po svoji poti, dobrega in slabega.